Lepo pozdravljeni na nocojšnjem večeru. Me veseli, da ste si kljub veliko prireditev je danes v Celju in da ste si vzeli čast in prišli k nam. No, to je res super. Preden pa midve z Natašo začnemo, pozdravljam tudi Natašo, Konc-Lorenzuti, bi pa k besedi poprosila urednico Slovenske matice Zarjo Kosnoj-Verbovšek. Dober dan, lepo vas pozdravljam v imenu Slovenske matice, ustanove, ki letos praznuje 160 let delovanja in tako smo najstarejše slovensko kulturno in znanstveno društvo, ki še vedno deluje in tudi druga najstarejša slovenska založba, prva posvetna slovenska založba. Prirejamo različne dogodke, različne posvete, simpozije in seveda predstavitve knjig, ki jih izdajamo v svojem založniškem programu. In da ne bom predolga, samo nekaj besed še o tej knjigi, ki bo danes predstavljena. Zelo smo bili veseli in počaščeni, da je Nataša Konc-Lorenzuti pri naši založbi izdala ta dokumentarni roman. Izšel je v zbirki, obnovljeni zbirki Slovenske matice Knezova knjižnica. In danes ga predstavljamo v okviru naših prireditev Matičina knjižna potovanja. To knjigo smo namreč predstavljali že zelo na različnih koncih Slovenije, ne samo v Ljubljani, ampak tudi po drugih krajih in pa zelo različni publiki, od učencem v osnovnih šolah, v srednjih šolah, tudi v domovih za starejše, kjer smo letos izvajali poseben projekt. Tako da želimo, da res doseže čim širšo publiko. Danes pa se seveda za sodelovanje zahvaljujemo Muzeju novejše zgodovine Celje in smo še prav posebej počaščeni, da se tale dogodek pa dogaja v mestu, kjer se je ta tragična zgodba, o kateri Nataša piše, tudi začela. In to avgusta leta 1942, ko so nacisti v dveh akcijah prav v Celju ukradli 645 slovenskih otrok. Zdaj pa bi kar besedo predala obema govornicama, da se tale pogovor začne. Hvala lepa in upam, da boste pozorno spremljali, pa samo še to. Na koncu seveda lahko knjigo tudi kupite, tam na koncu imam pripravljen en lep kupček, tako da upam, da boste z veseljem potem tudi doma prebirali. Hvala. No, Nataša, če me spomine vara, smo se pred 3 leti srečale tu in sicer takrat si predstavljala knjigo, ki je išla pri založbi Miš, Beseda, ki je nimam. To je bil v bistvu literarni roman, malo drugače zasnovan, ampak tudi o ukradenih otrocih, tudi v tej vsebini. Ampak preden se bomo začeli pogovarjati o tej knjigi, bi te jaz na kratko predstavila, se mnogi te poznajo, ampak če pa povem kakšno besedo več, pa tudi bo škodilo. Telefon preverim, zdaj sem se spomnila, No, to pa le. da me zmorilo. Se mogoče? Nisem ga. Ne. In sicer Nataša Konc-Lorenzuti je igralka, pesnica, pisateljica, pedagoginja. In po končanem študiju na AGRFT je svojo igralsko kariero začela ravno tu v Celju, nadaljevala v okolici in potem nekako vse do leta 1999. Potem je pa postala samozaposlena v kulturi oziroma samostojna umetnica v kulturi in se usmerila v pisateljske vode in sicer najprej ustvarjala za mladino, potem pa tudi za odrasle. Prvi roman je izšel leta 2006, tako se piše na spletu, bo že držalo. In potem si se pa uveljavila tudi pri pisanju raznih scenarijev za oddaje otroškega in mladinskega programa na RTV Sloveniji. Potem pa si zaključila leta 2008 ta izobraževanja na pedagoški fakulteti, andragoško-pedagoški program. In potem si tudi se povezala z Zavodom za šolstvo in si sooblikovala umetniški program oziroma dramsko-gledališko smer.
in tam tudi nekako od leta 2006 do 2020 tudi poučevala na umetniški gimnaziji v Novi Gorici, ne, igro in govor. No, vmes si potem še magistrirala na AGRFT, sedaj pa se ponovno si samozaposlena v kulturi, ne, in odkrivaš pač ukradene otroke. Vsebini si, recimo, ampak temu si kar velik del, ne, v bistvu se posveta. 4 leta življenja. Ja. No, in danes bomo mi tu predstavljali pač dokumentarni roman Senca brez človeka, film v prozi, ki v bistvu vključuje pričevanja še živečih otrok s Lebensborna in potem njihovih potomcev in potem pa tudi vključuje knjiga pač avtoričine pogovore z njimi, srečevanja z njimi, ne, res zanimiva knjiga. No, in tam v knjigi omenjaš, da si nekako prvič se srečala oziroma ti je nekako stopilo pred očmi ta vsebina ukradenih otrok leta 2019, ko si šla v knjižnico in si sposodila knjigo za eno od hčera, in sicer Hitlerjevi pozabljeni otroci. In tam si v bistvu se spoznala s to usodo ponemčene slovenske deklice Erike Matko oziroma Ingrid Fodolnik-Hafen. In zdaj, če nam malo tako obudiš spomin, kak je to bilo, mislim, kaj, ti si to knjigo prebrala, tam si pač napisala, da prvo se ti je zdelo, da bo to šlo kar nekaj tak, pač prebereš in gre mimo tebe, pa se te je blazno dotaknilo. In zdaj me zanima, če nam lahko malo poveš, ne, ker to je začetek v bistvu tvojega. Ja, tudi jaz sem zelo počaščena, da sem v vaši sredi, zato ker je tukaj jedro tega zla, začetek, izvirni greha, ne, bil tukaj storjen. In jaz se počutim kot gostja v vašem okolju. Vi ste tukaj doma, vi mogoče malo več veste o tem, zato ker so najbrž stari ljudje o teh dogodkih govorili. Ali pa tudi ne. Nekateri so bili tako prizadeti, da pač niso spregovorili nikoli. Različno so ljudje reagirali. Jaz sem pa doma z Gorenjske, potem študirala sem v Ljubljani, že v srednjo šolo sem hodila v Ljubljano, potem sem se preselila na Primorsko in tam mi o tem nismo vedeli ničesar, ampak res ničesar. Ničesar. Tako da, ko sem jaz prvič to slišala, ko mi je prišla v roke ta knjiga, to ni nek roman, to ni knjiga, ki bi jo jaz zagledala tam na policah v knjižnici, kjer imajo izpostavljena neka pomembna dela in rečejo, imajo gor napisan priporočamo. Ampak to je ena taka tenka, neugledna zgleda, taka broširana izdaja knjige, ki jo dobiš na zgodovinopisnem oddelku. Jaz pa tja nisem zahajala, razen če sem šla iskat kakšno literaturo za kakšno seminarsko nalogo. No in točno to se je zgodilo. Moja hčerka, to je bila še v osnovni šoli, ena od mojih hčera je zbirala temo, ki so jo morala sama določiti, in ona je rekla, jaz bi pa nekaj o tej Hitlerjevi mladini, pa to, kako so oni imeli oprane možgane. In pa sem šla jaz v knjižnico in sem rekla, če bi lahko nekaj na to temo dobila. In sem dobila to pač razna zgodovinopisna dela o tem, kako je on vzgajal mladino, v Lebensbornu niti ne, se skoraj nič ni, ampak je pa prišlo tudi to zraven. Tako verjetno je bilo pod geslo Lebensbornu, ne. In to je bila avtobiografska izpoved Ingrid Fodolnik-Hafen, ki se je rodila kot Erika Matko v Rogaški Slatini, in je to knjigo je pa napisala skupaj z enim angleškim novinarjem in pisateljem, Timom Petrom. Prvič slišala in tako, čaki, to je bila ona, je bila iz Slovenije, to je pa tako kot deček z 2 imenoma, to sem pa poznala. Ingoličevega dečka z 2 imenoma sem pa poznala, ampak tam ni v tisti knjigi ni nobenega sledu v kakšni množični akciji. Tam je pač tako izgledalo, kot da je prišla ena vojaška formacija na nek dom, da so tam dečka ukradili, očeta ubili, vam odpeljali in to je bilo to. Ni pa niti sledu o kakšnem načrtu, sistemskem. Tako da me je ta knjiga najprej, ampak potem sem malo pozabila na to, dokler nisem videla na programu slovenske televizije filma Banditenkinder, slovenskemu narodu ukradeni otroci, ki ga verjetno poznate, Maje Weiss. Majo Weiss sem jaz svoj čas zelo dobro poznala, ker smo na isti akademiji študirali, ona film jaz gledališče, ampak jo nisem videla 20 let in gledam ta film. Pred filmom je imela še Miša Molk intervju z njo prav o tem. Sem rekla, dobro, bom pogledala, kaj je to. In to
poslušam, kaj je ukradlo otroke, kako da mi nič ne vemo o tem, kaj je to. In v tistem zagledam, na prizorišču v Nürnbergu, v arhivu v Nürnbergu, zagledam Ingrid von Oelhafen, torej gospod, o kateri sem brala v tej knjigi. Čakaj, sem rekla, to mora biti pa nekaj povezanega. Skratka, meni se je res kar zavrtelo se mi je, zato ker je tako pomembno poglavje slovenske zgodovine, druge svetovne vojne, pa ničesar nismo vedeli. Moram reči tudi, da me je v Mariboru ena gospa v publiki malo nahrulila, pa je rekla, kako niste nič vedeli. Prav strašila. Je rekla, jaz sem pa vedela. Ja, sem rekla, mogoče so pa vam pravili, stari starši, ki ste v tukaj doma pa tako, ne? Ona je potem omenila tudi Staneta Terčaka, se pravi prvega direktorja tega muzeja. On je napisal knjigo o ukradenih otrocih, ampak ta knjiga ni prišla do mene. Ta knjiga ni prišla v šole, ni prišla v neke študijske programe. To je bilo tukaj nekje ostalo. Ne? Jaz jo seveda zdaj imam, ker sem jo potem v enem antikvariatu kupila. Tam noter je zelo veliko izjemno pomembnih podatkov, tudi seznami ukradenih otrok oziroma celih družin. No, tako da sem počasi začela to spoznavati. In ko me zagrabi, jaz imam vedno nekaj idej še na rezervi, še za prihodnost, da bom ja preživela kot pisateljica, da mi ne bo zaustavil moj vir navdiha, imam vedno nekaj rezervnih idej, ampak ena potem izstopi. No? In ta je izstopila tako močno. Ne vem, zakaj mene to tako pretresali. Od nekdaj so me pretresali usode otrok, ki niso nič krivi. Tudi danes me neznansko pretresajo mrtvi otroci v Gazi, mrtvi otroci v Libanonu, mrtvi otroci, ukradeni otroci in mrtvi otroci, pohabljeni otroci v Ukrajini. Mislim to, da se nam zdaj to nam pred očmi nemočnimi dogaja. Jaz tega sploh ne moram sprejeti. Ne? Zame je to tako, kada je človek čist ponoril in da je to smrt človečnosti, kar se zdaj zopet dogaja, ker smo vsi mislili. Tudi, ko sem jaz začela to knjigo pisati, sem mislila, da pišem o stvareh, ki se v civilizirani družbi ne morejo več zgoditi. Ne? Tako da to me vedno znova pretresa in mene so zanimali vedno tudi posvojeni otroci, se pravi otroci, ki morajo še poiskati svojo identiteto, ki jih zanima, zakaj so njihovi starši, kam so zginili in tako. Tako da je bila to taka tema, ki me je prav poklicala, no, prav poklicala. Potem sem z Majo Vajs kontaktirala in sva zdaj zelo močno povezani in delava skupaj. No, in potem je pač nastala ta prva knjiga in takrat, tako kot si že omenila, ste se povezali in potem je verjetno začel nastajati scenarij za ta film, ne, in sicer film, ki je marca letos bil premierno prizorjen v Ljubljani in potem naslednji dan tudi v Celju in sicer naslov filma je Zajeti v izviru, slovenski otroci Lebensborna. Tukaj sta z Majo scenaristke, Maja ga je tudi režirala in zdaj, če nam malo poveš tudi o tem filmu, kak je nastajal scenarij, ne? Pač kak ste vidve to sodelovanje potem nekako poglobile? Ja, jaz sem potem najprej Majo prosila, če me poveže z ukradenimi otroki. Ona me je povezala z Janezom Žmavcem, ki je bil do nedavna predsednik Društva ukradenih otrok, Društva taboriščnikov ukradenih otrok. On je potem poklical nekaj svojih prijateljev in jih vprašal, če bi bil kdo pripravljen meni svoje zgodbe povedati. Tako da, gospa Milena je bila prva, ki sem jo obiskala, tamle sedi, upam, da niste jezna, da sem vas tako izpostavila, ker vas imam tako rada in ste bila tudi mi čist prvi navdih, ne? In jaz sem, moje prvo vprašanje gospe Mileni, ko sem naj prišla, ker ona je bila zelo majhna, ko je bila ukradena, je bilo, a ste bili kdaj posvojeni v nemško družino? Ker me je to tako zanimalo, kako. Jaz nisem takrat še ločila, nisem vedela, da so bili eni otroci v nekih navadnih taboriščih otroških, ne? Se pravi vzgajani za neko preprosto populacijo nemško, se pravi, da bodo povečali prebivalstvo, delali v tovarnah, to je bilo mišljeno, da jih naučijo osnovne pismenosti in da bodo pač postali del nemške družbe. Nekateri so bili pa izbrani, ne? In to je bila prva stvar, ki sem jaz gospod Mileno vprašala, ali ste bili kdaj posvojeni, ker tisti, ki so bili pa izbrani, tiste je pa vzela organizacija Lebensborn za višji sloj prebivalstva, jih dala v posvojitev uglednim nemškim družinam, se pravi premožnim, izobraženim, lojalnim nacionalsocializmu in ti so bili izbrani. Ne? Tako da najprej me je to zanimalo, gospa Milena mi rekla, da ne, potem sem obiskala še dva
moška, ki sta bila tudi dokaj majhna, ko sta bila odpeljana v Nemčijo in sem potem na podlagi teh 3 izpovedi sestavila eno tako romaneskno zgodbo, v kateri ni bilo nobenega resničnega imena, dogodki so se prepletali, tako romaneskno, se pravi izmišljeno, čisto leposlovje. No in čisto na koncu, ko sem pa imela že ta roman skoraj napisan, sem pa prišla do prvega otroka, ki je bil res v Lebensbornu. To ni tako enostavno, to moraš tudi malo počasi potipati, pa tudi ti otroci, se pravi člani društva taboriščnikov ukradenih otrok, niso čisto točno vedeli, kje so bili zdaj Lebensborn, pa kakšna je razlika, pa se smo bili vsi na istem pa tako. No in tako da sem čisto na koncu prišla potem do Ivana Acmana, Šmihelov nad Mozirjem in sem tudi njegovo zgodbo potem nekako v ta roman vključila. Ko se je pa to zgodilo, pa ko je roman bil že napisan, potem se pa, to se včasih, pa tudi zdaj, ker nekaj čist drugega delam, se vedno začnejo neki čudeži dogajati. Kar od nekod nekdo pride, pa kar od nekod te nekdo pokliče, pa reče, jaz pa vem to. Kar zveš, mislim, ko na kup začnejo leteti, to je tako, a veš, kar rečejo, ko je ženska noseča, sam nosečen se vidi okrog sebe. Tako se je meni začelo dogajati, ker sem jaz se začela s tem ukvarjati, so povsod leteli ukradeni otroci, oziroma zgodbe o ukradenih otrok. Tako da so se mi kar pa razkrivati začele, potem sem šla tudi v arhiv in tam sem odkrila neverjetne stvari. No in sem jaz rekla Maji, sem rekla, ta zgodba ni zaključena, to ni dovolj, v Lebensbornu je treba še govoriti, to ni dovolj, v Lebensbornu pa sploh nobeden nič ne ve, da smo mi v bistvu prispevali svoje otroke, ne proti svoji volji seveda, v to zločinsko paravojaško organizacijo za povečanje arijske rase. To je res sprevrženo zato, ker so bili v to organizacijo vključeni otroci, ki so jim starše ubili zato, da so jih dobili. To je, se pravi, oni bodo sestavljali smetano družbe, ki je ubila njihove starše. Tako da to je ta sprevržena logika vojn, revolucij, vseh teh raznih prevratov po svetu, raznih konfliktov po svetu, se ta sprevržena logika pojavi. Sprav, mi bomo njim vzeli otroke, da jih bomo ja še bolj prizadeli, da jih bomo ja še bolj ponižali, da jih bomo uničili, da jih bomo vzeli prihodnost. Tako da potem Maja nekaj časa cincala, ker film ni tako enostavno narediti kot knjigo napisati. Knjigo začneš pisati doma v samoti, za film moraš pa imeti ekipo, moraš imeti denar, film 10-krat več stane kot knjiga. In je ona videla, da imam jaz tako voljo, da ne bo treba, da gre znova sama na proces in smo potem med korono, ko so bile regije zaprte, smo nadaljavo, se pravi na spletnem orodju Zoom, tako da smo se zjutraj gledali prek ekrana, začeli pisati scenarij. No in ravno, ko je že film nastajal, ko ste že imeli kadre prve posnete in to, se je pa začelo dogajati to, da niste mogli vsega materijala, ki ste ga dobivali na tej poti, vključiti v ta film. Kar si mi enkrat rekla, in potem se je porodilo kaj? Ideja za... Ja, seveda. V filmu ne moraš vseh zgodb povedati. Nekatere so tako komplicirane. Eno zgodbo o enem zamenjanem dečku, ki je podobna zgodbi Erike Matko, ki jo bomo lahko tudi še malo podrobneje potem razčlenili. Sem odkrila med tem, ko smo že snemali, med tem, ko sem že tudi sicer si delala zapiske. Jaz sem si po neke dnevniške zapiske delala ob vseh teh potovanjih, ki smo jih upravili s filmsko ekipo. Najprej smo šli, preden smo imeli kakršenkoli denar. Še preden smo začeli scenarij pisati, smo rekli, tega filma o Lebensbornu ne more biti brez Vilija Boručana. Vili Boručan je v Celju ukraden, tukaj v Celju ukraden, tukaj tudi doma, ukraden 5-mesečni dojenček, ki je 2007, živel je na Kostariki in ni vedel, kdo je, leta 2007 dobil pismo nemškega zgodovinarja Georga Lilienthala, v katerem mu je Georg Lilienthal razkril, da je on Vili Boručan. On je sicer že takrat že vedel, da je posvojen, ampak niti sanjalo se mu prvič, ne, da je posvojen iz Slovenije in drugič, da je bil ukraden. Kaj šele, da je njegova mama umrla v Auschwitzu, pa da so ga iskali, pa da ga niso našli. Skratka, brez njega tega filma ne bo. In preden sva začeli pisati scenarij, sem rekla, da bi mu jaz pisala. Naslov sva pa imela, naslov je pa zrihtal Janez Žmavc.
prek nekega novinarja v Nemčiji, Kristofa Švarca, ki je tudi z vami nekaj sodeloval. Ampak z nami pa ni hotel, no? On ni hotel z nami sodelovati. Tako da naslov je dal Janezu Žmavcu, ne nama. Janez Žmavc je pa nama dal naslov in jaz sem rekla, daj vam upisati. Je rekla, Maja, kaj njemu pa napiševa, da bova film snemala? Kako njemu napiševa, da bova film snemala, če nimava nobenega denarja, pa nič, kako bova? Sem rekla, jaz sem se navadila, da se meni stvari tako dogajajo v življenju, da se nekaj odločiš, da pol vse kar steče. Da se pač kar začne to odvijati in kar steče. Je rekla, ja, pri filmu to ni tako. Sem rekla, pošvidla, da bo. In ne vem, kako da sem jaz to verjela, jaz sem njemu pisala 25. marca 2021, zjutraj in popoldne je on meni odgovoril. Se pravi, popoldne je bilo pri njih jutro in ko je on vstal, je videl moje sporočilo, pismo, prijazno, da smo iz Slovenije in tako, in je on zelo odprto, navdušeno pisal, ker sta bili prvi osebi iz Slovenije, se pravi iz njegove rodne domovine, s katerimi je on prišel v stik. Ja, je rekel, vi kar pridite, bomo kar snemali, na kar se izkaže seveda, da je on filmski profesionalec bil, ne? On je bil filmski tonski mojster pri Wernerju Herzogu, pa pri teh velikanih nemške kinematografije. Tako da on je razumel, da ja, film, v redu, sem pripravljen, ne? Kar pridite, ja, sva rekla, zdaj moramo šele scenarij napisati, to zdaj smo medve najprej rabili vašo privolitev, skratka, tako se je začelo. Njegova zgodba je tako izjemna, da če ne bi filma o njem posneli, ali pa vsaj zgodbe napisali, bi bila izgubljena. No, jaz se pa tu spomnim, ko si ti mene klicala, Ja. Pa je rekla, Nataša, je rekla, ja, veš, jaz iščem ene sorodnike od Viljama Goročana. Sem rekla, pa ko si misli, zdaj ta Nataša, kje bom jaz našla tu sorodnike od Viljama Goročana? In potem, ker jaz tudi nisem Celjanka, pač to ne poznam toliko, recimo, tak starejših ljudi v Celju to, ampak imam pa sodelavke za to in se reka, ti veš, Goročan pa to, kje živi, kjer njegovi sorodniki živijo. In se ena sodelavka javila in je obvladala vso zadevo v nulo, ker pa poznala v bistvu njegovega bratranca. In potem se jaz tudi klicala tistega gospoda bratranca, on je pa mislil, da ker sta pa ravno z bratom nekaj stikala po podstrešju in sta naletela tudi na ene dokumente o tem svojem bratrancu, ki niso vedeli, ali je še živ ali ni, in potem se je sklicala, da bi pač režiserka in scenaristka se rada z njim v stik in gor in dol, kaj več vejo o tem njegovem bratrancu pogrešen to in so bili tudi oni presenečeni, tako da je to res bila ena taka misija. Tle smo se pol dobili, tle pri teh miscah, s temi bratranci, ne? Ja, ampak potem v bistvu ob tem filmu je začela nastajati tudi pač ideja o tem. V tem romanu, zato ker je film poseben, film ima svoj jezik, ne? Tega sem se jaz zdaj učila, to je bil prvi filmski scenarij, v katerem sem sodelovala. In sem videla, kako z Majo delujeva. Ona razmišlja o sliki. Filmarji razmišljajo o sliki. Se pravi, Maja Weiss vidi situacijo, neko zgodbo, kako bo ona to povedala sliko. Zelo malo beseden. A imaš težave, moš je ven se odkašljati? Ja, jaz bom pa tak čas povedala tole. Tako da kar vedno. No, in jaz pa razmišljam o jezikovnih podobah, ne? Tako da sva se res fino ujemale, zato ker je bilo treba pred dokumentarnim filmom, ko delaš scenarij za dokumentarni film, moraš ti toliko poznati zgodbe tistih ljudi, ki bodo v filmu nastopili, da veš, kaj bodo povedali. Se pravi, moraš imeti nekaj intervjuje z njimi že prej. Jaz bi to vse na dolgo in široko, v besedi, ne? Ona je rekla, Nataša, ti ne veš, kako je to. Oni zelo težko kaj povejo. Oni so redko besedni, težko zvlečeš iz njih, to je treba, ne? Tako da sem se jaz učila zmanjšvati besedo in mi je besed toliko stalo, da je potem še romanu nastal. Seveda so pa noter vključene potem še vse druge zgodbe, ker v filmu so 4 izpostavljene, tukaj noter so pa še vse tiste druge, ki smo jih spotoma odkrili, pa
pa tudi, ki so se pač razvile. Jaz sem pa potem hotela tudi zgodovinsko razširiti, no, še to problematiko. Zgodovinsko razširiti na vse, tudi na to, kar se je po vojni dogajalo, kar se je dobesedno ponovilo in to, kar se zdaj dogaja. Zdaj pa ne vem, me pa Darja zdaj nič ne bo vprašala, pa najbolj da Pa jaz prosim. Ja. Mogoče tako reči, da se bo bolj slišati. Ja. Ob tem sem samo pomislila, da bi bilo pa odlično izpostaviti še ta podnaslov romana, Ja. Film v prozi, Ja. ker tudi ta roman je v bistvu zasnovan filmsko, Ja, s ja. filmskimi kadri, tako da mogoče še Ja. kaj o tem. Bo šlo? A bo še nikoli bombonček? Darja, celo malo bolna. Vem, ja. Vem. Ja. No, to je bilo moje drugo vprašanje naslednje. In sicer, ker sem prebirala to knjigo, ker naštevaš imena, kraje, datume, in v bistvu, ko prebiraš to knjigo, se ti začne vrteti film, ne? In jaz, ko se v bistvu s to vsebino tudi srečujem, ne, pri delu, je bilo kot v neki kriminalki, ne, tako ful napeto, ne, kaj se bo zgodilo, kaj bo, ne. In to me je v bistvu zelo presunila ta knjiga, ravno zaradi tega, tudi tega pač osebe, ki si rekla, da bomo potem razkrile, mislim, Prunška, ne? Kak je ta zgodba, kak si ti to, mogoče, če bi nam to malo predstavila. Ja, pač nisem ga s priimkom razkrila, mislim, zdaj že Andreja lahko pač povem v celoti, ali rajš malo po... Lahko. Ja, pač Andrej je sin tega najdenega, zamenjanega dečka in sem zelo vesela, da je prišel, no, tudi zato, ker so to zelo težke stvari za tiste, ki so to na novo zvedeli. Skratka, v času, ko je film nastajal in je bil scenarij že napisan, je mene poklical en možakar, sem jaz poizvedovala v zvezi z Eriko Matko, ki je bila zamenjana. Se pravi, princip je bil takle, da vam razložim. Ste mogoče zgodbo Erike Matko poznate, ampak tisti, ki jo ne, vam vseeno razložim. Skratka, princip je bil takle, tukaj v Celju, prva osnovna šola, ne? Prva osnovna šola je bilo zbirno taborišče. Sem so pripeljali družine upornikov, partizanov, ali pa tisti, ki so podpirali partizane, ki so bili tle v Starem Piskru ustreljeni. Njihove žene z otroki so pa pripeljali v zbirno taborišče, njih je bilo čez 1000. No, in nekatere so drugi ali tretji dan spustili. Se pravi, prva akcija je potekala 5. avgusta, takrat so največ družin pripeljali po noči, ne? Racije se tudi na Zahodnem bregu zdaj dogajajo po noči. Dnevno se racije dogajajo po noči, to je tako, da je še bolj grozljiv, ne? Ker veš, da tisti, ki to počnejo, vejo, da je to ni prav, ne? Če bi bilo prav, bi delali to pri belem dnevu. No, ampak nočne racije, se pravi, so pripeljali te matere z otroki v zbirno taborišče, pa so po pripovedovanju, to zdaj niso neki pisni viri, to je zdaj pripovedovanje šolskega sluge in drugih, ki so to preživeli, je, da so matere z dojenčki, z najmlajšimi imeli spodaj v kleti oziroma v pritličju šole, kjer so tudi kuhali mleko, ne vem, ali so one neki so dojile, neki niso, skratka, šolski sluga je pripovedal, ki mi je pomagal, ki mi je neke stare ljuke prinesel, da so sploh imeli plenice za te male boščke. No, in potem 8. avgusta so spuščali. Zdaj ne vem, kaj je bilo 300, a se ti mogoče spomniš, a je bilo enih 300 ljudi spuščenih. Nekje nekaj daš 268. Nekaj takega, no, zdaj ne vem na pamet. Seznami spuščenih nam obstaja. Obstaja seznami spuščenih. Ja. In zdaj, zakaj, ne vemo, ali so imeli kakšnega sorodnika v nemški vojski, ali je kdo drug posredoval za njih. Vse to sem jaz, ki sem prvič tebe, klicala sem te vprašati, če mogoče veš, kaj je bil razlog tega izpuščenja, si je rekel najbolj kakšno posredovanje. Nekdo je pač posredoval za njih, da so te družine izpustili. No in družino Erike Matko, se pravi družino Matko, to sta bila Ludvik in Helena, starša s 3 otroki, sta bila 8. avgusta izpuščena, prišla sta s 3 otroki, 8 pa 10 sta bila ta starejša, nekaj tacga in deklica 9 mesecev, Erika.
prišla noter in 8. avgusta sta bila izpuščena spet s 3 otroki. Ampak Erika Matko je ostala v taborišču. Ona dva sta bila spuščena s 3 otroki, z dojenčkom ženskega spola, deklico, ki ni bila Erika Matko. In to je seveda blazno zakompliciralo življenje obeh Erik. Se pravi, prva, ta, ki je šla domov v Rogaško Slatino, ni nikoli vedela, da ona ni njihova hči, da ona ni Erika Matko. Prava Erika Matko pa pri svojih 60 letih ugotovila, da je Erika Matko in da je iz Slovenije in da so starši preživeli vojno, pa jo niso poiskali. To je bilo zelo komplicirano, to ni bilo tako enostavno, kot bi danes lahko enega otroka iskal. Jaz mislim tudi, da so bili ti ljudje, ki so bili spuščeni, bili vse čas malo pod kontrolo, da to ni bilo tako enostavno. Tudi pod naših povojnih oblasti, da so bili pod kontrolo. Najprej Gestapo, pol pa še malo tako, kot češ, kaj ste pa vi naredili, da ste bili izpuščeni. No, niso jo iskali in sta se kar naenkrat pojavili 2 osebi z isto identiteto, se pravi z imenom Erika Matko, rojena 11.11.1941. In sem mislila jaz, da je to edinstvena zgodba, da je to ena sama zgodba, ki se je tako zgodila. No, potem pa jaz to malo pišem na upravno enoto Šmarje, zato sem hotela ugotoviti, kje je bila ta druga. In pisaram, in poizvedujem in tako. Neki so mi pomagali, ker je bil tam en deček, ki je bil rojen istega dne, nek Martin Jagodič je bil rojen istega dne, 11.11.41, sem rekla, kaj pa če je bil, kaj pa če je bila to deklica, pa so samo pač človečni spol zamenjali, kaj pa če je bila to Martina, pa sem vprašala, ne, so mi odgovorili, to je bil res Martin Jagodič, pogrešan, njegova mama ga je iskala do konca življenja in sigurno je bil deček. Na kar me čez 3-4 dni kliče en kmet iz Šmarja, oziroma iz Dola pri Šmarju, in mi reče, gospa, dober dan, meni so pa rekli na upravni enoti, naj vas pokliče, jaz bi pa rad kupil eno zemljo, ki je napisana na Martina Jagodiča. Na tega pogrešanega dečka in pa je, da vi nekaj veste o teh izginulih otrocih. Jaz sem rekla, ne, nič, jaz sem samo poizvedvala, kje bi ta otrok bil, ta je bil res izginul, nikjer ga ni bilo, na nobenem seznamu. Ne v Nemčiji, ne nikjer. In reče on, ja, jaz bi pa rad to zemljo kupil, ker mama njegova je umrla, je rekel, ampak vem pa, da ga je iskala, da ga nikoli ni bilo, in pa za enega drugega fantka skrbela, eno siroto je vzela v rejo. Sem rekla, a res? Kako pa to je rekel, enega fantka je vzela v rejo, čakajte, da se spomnim, kako se je pisal, čakajte, Valentin Brunšek je bil. Sem rekla, gospod, Valentin Brunšek je bil otrok Lebensborna, on je bil v Nemčiji, v organizaciji Lebensborn. Kako je ona za njega skrbela? Mislim, kako? In jaz grem pogledati te sezname in res Valentin Brunšek je bil v Lebensbornu, ampak ga ni nobeden vzel, mogoče bi ga, če bi vojna še trajala, če bi Nemci zmagali, če bi njihovi načrti se uresničili. In je ta fantek prišel nazaj. In potem pa so začela to odkrivati, na kar ugotovim. Mislim, potem sem najdla dokumente v arhivu o tem fantku, o tem Martinu Jagodiču neki, skratka sem dobila neke dokumente in se je izkazalo, da so tudi starše od Valentina Brunška na isti način izpustili kot starše Erike Matko. Se pravi, 8. očitno, ona dva nista bila sicer na seznamu, ampak očitno je, da sta bila izpuščena, ker sta bila med vojno doma. Izpustili z drugim dojenčkom, ki mu je bilo ime Valentin Brunšek in je z njima živel. In sta bila spet isto se je zgodilo, 2 Valentina Brunška z istim rojstnim datumom. Eden tisti, ki je bil starši, ni bil v resnici on, ta Bošček, ki je bil pa pol v sirotišnici, pa ki ga je pol posvojila oziroma v rejo vzela ta boga mati, ki je svojega sina iskala, pa ga je pol najdla, je pa bil pravi Valentin Brunšek. No, tako da ta zgodba ni čisto do konca razvozlana, teza je postavljena, do konca ni razvozlana, mogoče nikoli ne bo, ampak tragika te zgodbe je ta, ne, Erika Matko je ena živela v Rogaški Slatini, ena pa na severu Nemčije. Toliko daleč narazen. Tragika teh 2 Valentinov je pa v tem, da sta živela 50 km narazen. In da ta, ki je bil v reji sirota, ki ni nikoli vedel, čigav je imel očeta, svojega rodnega očeta, 50 km stran in ga nikoli ni srečal in nikoli ni zvedel. No, tako da ne ga vsim tle in sem res tudi hvaležna, da so mi pač potomci pomagali, ker to so zelo boleče stvari, zelo boleče zgodbe, hudi šoki,
ker sem se jaz tudi res spraševala, ali naj povem tem ljudem, ali naj tistim od onega drugega Valentina Brunška, ki to ni bil, povem, da njihov oče sploh ni bil Valentin Brunšek, a imam jaz to pravico njim povedati, ne? Pa sem se bolj odločila, da ja. Je bil hud šok, ampak če bi mene eden vprašal, a jaz hočem vedeti vso resnico o svojih starših, tudi če je boleče, bi rekla ja. Ne? Če hočem vedeti vso resnico o svoji preteklosti, po svojem rodbinskem, v teh nekih rodbinskih dogodkih, ki so mogoče težki, boleči zame, bi jaz rekla ja. Ne bi nič pomišljala, tako da sem se pol skozi sebe odločila, da sem to razkrila. In sem zelo hvaležna, da me nobeden od potomcev oziroma od sorodnikov, teh, ki so s to bolečino povezani, ni ozmerjal, kaj se otikam, in so mi vsi dovolili to napisati, čeprav zdaj ti si pač rekla ta priimek, jaz sem v romanu se odločila, da nisem priimek samo z začetnico napisala, no. Tako da ne bi preveč, ker so pač to še žive bolečine. Tako da so tudi fotografije mi dovolili objaviti in se mi zdi to zelo pomemben, tudi zato, ker je za ta dva človeka, ki tega nista vedela, a veste, sem pomislila, kaj pa lahko drugega naredimo za njiju dva kot to, da se ju spominjamo, da govorimo o njiju, da razumemo, da čutimo to, kako je težko biti brez identitete, da ne veš, čigav si, da ne veš, zakaj se ti je to zgodilo, zakaj si ostal sam, da mi zdaj o tem govorimo in mi to z njima podoživljamo in je to ena posebna, si mislim, če se te nekdo spominja, si še živa, ne? Tako, pa ti tudi malo bolečine mogoče s tem odvzete, če jo nekdo čuti s tabo, no? Če razumete, kaj hočem povedati. No, veš kaj, v drugem delu knjige si že ti omenila malo, da si pač predstavila vse te fotografije, ki si jih dobila, ja. Dokumente. In v bistvu si tudi naredila zelo podrobne sezname vsod teh otrok pri Lebensbornu. Jaz vam bom lahko prebirate. V bistvu veliko se je vedlo, ampak zdaj ste pa ti in Maja z raziskovanjem teh arhivov ponovno in kompletiranjem teh vseh seznamov, v bistvu ste sestavljali te manjkajoče delčke, tako da je res del, točno se ve, tako da od tu lahko gremo samo še naprej bolj vrtati, ampak do tu se pa zdaj ve, toliko je bilo teh otrok, kjeri so bili, na kak način so prihajali, kaj se je z njimi dogajalo. In to je res zelo veliko nam pomeni, ampak vseeno ti nam lahko malo poveš, kako si prihajala do tega gradiva, ne? Recimo tudi, kjere kraje ste vse obiskali, kako so se vam ljudje odpirali, saj si malo že tu omenila, recimo tudi te razne ustanove, ne? Ker tujini, ne? Se ni tako enostavno videti. Ja, pač te sezname, mislim, ogromno delo je upravljal Stane Terčaka, ne? To je ogromno delo, ampak tam noter so bili samo določeni fragmenti o Lebensbornu. Bile so tudi napake, recimo Jožica Zagožen je pri Stanetu Terčaku moškega spola in to te toliko zavede, da pol ne prideš, pol ne veš, ne? Iščeš nekega Jožeta Zagožna in mislim, da je mogoče celo v sorodu z Francem Zagožnom pa ni, ne? Ker je pač Zagožnov dosti tle v teh krajih, tako da so bile tam pa tudi na seznamih neke napake, zamenjave imen, pa tako pa mogoče so bile to napake že Nemcev, ko so te sezname delali, ni nujno, da jih je Stane Terčak naredil. Ampak so pa ravno te napake toliko sprovocirale mene, ker mi neke stvari niso šle skupaj, da sem potem pogruntala. Ampak to ne bi šlo brez seznamov, ki hranijo pač arhivi v Nemčiji, sprav v Nürnbergu, arhivi Lebensborna. Tam so bili pa seznami točno, kdaj so slovenski otroci pripeljani in so se ta imena skladala. In jaz sem pol ta imena poiskala na Terčakovih seznamih aretiranih. To se je pol kar naenkrat skladalo in potem sem pa kontaktirala Georga Lilienthala, ki se pa že vse življenje ukvarja z Lebensbornom. On je leta 1985 za diplomsko nalogo dobil izziv, ko ga je profesor vprašal, če bi on to delal, da bi postavil ali utrdil ali ovrgel
tezo o tem, ali je Lebensborn obstajal ali ne, ali je v resnici obstajal. In ker je on kot otrok živel v Wiesbadenu, ker je bil eden izmed domov Lebensborna, in je to seveda ogromno enih govoric vzbujali, te mladi fantje so bili od tega vznemirjeni, da se je govorili, da so bile to neke žrepčarne, da so bili to neki nacistični bordeli, kar ni res. In je to bolj on tudi ovrgel te govorice, ki so zelo veliko škode naredile. To ni bilo res, ne? Da bi bile to bordeli, kjer bi se spočeli otroci se pravi tako, da bi se namerno združevalo neke moške in ženske po rasni vrednosti. Šlo je pač za to, da so imele možnost v teh domovih roditi tudi ženske, ki niso imele zakonskih otrok, ki so imele nezakonske otroke, ampak so seveda morale dokazati, da so rasno čiste. Tako da je potem Georg Liljetal za svojo diplomsko nalogo potrdil tezo, da je Lebensborn je obstajal in tudi ugotovil, da so bili vanj vključeni tudi ukradeni otroci. Tako da on se celo življenje s tem ukvarja kot zgodovinar in je imel te sezname. In je imel tudi sezname iskanih otrok, se pravi, tam je najdel Eriko Matko. On je najdel Eriko Matko. Oziroma je Ingrid von Oelhafen povedal, kdo je. On je bil tisti, ki je pisal temule Viliju Goručanu oziroma Hajmu Hajderju na Kostariko, da mu je povedal, kdo je. Ker se je pač in se še vedno tudi s tem ukvarja. Drugače je bil pa on direktor muzeja oziroma spominske ustanove v Hadamarju. To je pa tam, kamor so vozili eutanazirati. 3-4 programe. Ja, torej eutanazirati ljudi s posebnimi potrebami. Veš, kaj me še zanima, ko je nastajala ta knjiga, ampak kako ti je šlo to pisanje? Tole mi je šlo neverjetno hitro. Tudi so mi meni Slovenske matice klicali in rekli, oziroma pač glavna urednica, tajnica Slovenske matice, Ignacija Frideljarc, ona je mene klicala in je rekla, da bi oni radi sodelovali z mano, če imam kaj napisanega. In sem rekla, da ne, ampak da me blazno matra in da bi rada, ampak nimam neke motivacije, ker ne vem, kdo bi mi to objavil in je rekla ona. Mi bomo objavili. In potem sem bila primorana, tako da zame je bil to tak tudi velik izziv, oni bodo objavili Slovenska matica, ki se mi zdi ustrezna ustanova, ustrezna založba za nekaj tacga, ker je tukaj, Slovenska matica se ukvarja z vprašanji slovenstva, z vprašanji naroda, zgodovine, obstoja, in to je tja prav k Slovenski matici nekako spadalo. Se mi zdi, da pri nobeni založbi ne bi tako bilo tudi, kako bi rekla, tudi obe urednici, Zarika je to spremljala od prvopisa dalje, potem na koncu je tudi Ignacija to prebrala, obe sta delali z mano, tako da je potem delo tudi literarno izpiljeno in meni je bilo res fino, tako da zdaj spet nekaj delam za Slovensko matico. Zdaj me še zanima, zakaj naslov Senca brez človeka? To je pa iz ene pripovedi in sicer otroka, ki ni bil vojna sirota, ampak je bil predvojna sirota. To zgodbo sem jaz poznala še iz otroštva, češ, da je nek naš sosed tam v Naklem, kjer sem jaz doma na Gorenskem bil, da ne ve, da ni vedel, čigav je, pa tako, da je bil pač v sirotišnici in da ni vedel, čigav je, nek Martin. In sem šla tudi k njemu na pogovor in sem potem rekla, da se to se ne dogaja, to se ni dogajalo samo zaradi vojne, to se je dogajalo tudi zaradi revščine, zaradi revolucije, tudi zaradi kakšnih drugih stvari, zaradi alkoholizma tudi, ki je kakšen otrok ustal, ki je pač moj mama umrla, oče se je pa zapil, pa so ga pol dali v kakšen k nunam. No, oni pri nunah se znajdu. Mama mu je umrla, ki je bil star 2 meseca in oče se je zapil. Otroke so odpotalali sorodnikom in so ga dali v bolnico od tega revčka, ki je bil 2 meseca star, ki ga mama ni dojila, dobil drisko pa neke izpuščaje, pa vročino, pa tako so ga dali v bolnico in ga v bolnico noben ni prišel iskat in so ga vzeli nune. So ga vzeli v Smiljenke na Ambroževem trgu, kjer je bila sirotišnica. In tako je potem on preživel vojno v zavodih in on je tako nekako mi nakazal, ni jih rekel te formulacije, ampak tako da potem je on sam odkril v 15-16 letih, kam spada, najdu sestro. In on je rekel, prej sem bil podatek. Prej sem jaz vedel, ko je
je meni ime, kako se pišem, nisem bil pa človek, ker nisem se imel kam umestiti, jaz sem bil podatek. V šoli so me klicali, nobeden me ni imel rad, nobeden me nikamor nisem spadal. In meni je to pač tukaj prišla ob njegovi pripovedi ta metafora, da je bil prej senca človeka, zdaj pa postal, ko ve, kdo je, pa kaj naj bi sestro, postal oseba. Ne? No, jaz sem v bistvu za konec današnjega večera ravno ta odlomek bom prebrala, Prosim. ampak me je zanimalo pač, Da zakaj si uporablja njega, mislim, a veš kot predvojna, to, pač zaradi te metafore. No, bom prebrala, upam, da mi bo znesla. Prozoren sem kot papir v cvetličarni. Na tem mestu, veste, tukaj, v tem trenutku, se podobi zlepita. Senca in njen človek se najdeta v izvoru. Prej sta vsak po svoje tavala po svetu in se iskala, živela sta polovično, zmeraj jima je nekaj manjkalo, vse, kar se jima je zgodilo, je bilo doživeto na pol. Kot da se bo dokončalo šele nekje v prihodnosti. Bolelo je polovično, srečevalo prav tako. Jaz, Peter, nisem bil človek brez sence, ampak senca brez svojega človeka. Ja, tako sem jaz razumela njegovo pripoved. On je jokal ves čas, ko mi je pripovedoval svojo zgodbo. Star je pa več kot 80 leta, ker je bil rojen 39. Jaz se ti, Nataša, za nocojšnje druženje in večer zahvaljujem in upam, da bo še kaj zdala na teh ukradenih otrok, da čez 3 leta se vidimo ponovno. No, to. Tudi vam, spoštovani obiskovalci, se zahvaljujem za nocojšnjo udeležbo. Ja, in zdaj pa lahko še neformalno oziroma formalno, kaj vprašate? Lahko tudi pol neformalno. Ja. Morda je zanimiv podatek, mislim, da bo takrat okoli marčnih teh dogodkov, zapravi predstavitve filma in tako dalje, mislim, da je bilo v delu napisano ravno ta podatek od profesor Lilian Thala, da je teh lebensbornovih otrok bilo okrog 57,000, če se ne motim. Ja, just tam številka nekje, neka taka cifra. In je zdaj zanimivo, da je grozno. Ukrajinci so ukradli 20,000 otrok danes. Ja, ni da bi govoril. Pač oni k sreči zdaj te mehanizme poznajo. Ne? Tam, tako je meni pojasnila, jaz imam tudi tukaj noter, pa v filmu je tudi na koncu, se ste videli, govori gospa, ki je v ukrajinski vladi zadolžena za repatriacije in iskanje probleme v tem, da je tam okupacijska oblast, ne, na vzhodu. Tako je bila tle nemška oblast, ali pa v Ljubljani italijanska, in ko je okupacijska oblast, se pravi domače, prejšnje oblasti oziroma oblasti v tistem delu Ukrajine, ki je pod nadzorom ukrajinskih oblasti, nimajo stika z vsemi temi podatki. In obstaja pa kar nekaj dokumentarnih zadev o tem, kako so ti otroci iz tega vzhodnega dela Ukrajine odpeljani v Rusijo na zelo podoben način, kot češ, da jih oni rešujejo. Ne? Se pravi, jih oni rešujejo iz vojne. Ena zelo pogumna angleška novinarka si upa drezati to in tudi direktno vprašati to gospo, ki je sicer pod obtožnico mednarodnega sodišča Lvova. Sem poslušala, kaj je ta pogumna novinarka imela intervju z njo, ta Lvova zelo suvereno razlaga, kako oni rešujejo otroke, potem mi pa ta novinarka reče, ampak po mednarodnih konvencijah je pravilo, da se nikoli otrok iz vojnega območja ne rešuje v eno izmed držav, ki je vpletena v vojno. Se pravi, rešuje se jih ven iz konflikta. To ni, ampak tudi teli so mislili, da zdaj otroke bojo na boljše, ste revščine, z teh metavzarskega okolja bodo oni
jim dali neko. Ne? Skratka, ta argument je tako sprevržen. Tako da se ne ve čisto točno, imajo pa oni zelo zdaj razdelane že mehanizme, obstaja neka spletna stran, Children of War, otroci vojne, kjer so vsak dan posodobljene številke, se pravi, koliko jih je izginulih, koliko so jih najdeli, koliko jih je že vrnjenih. Skratka, oni to intenzivno delajo, če jih rešujejo. Je pa seveda ta logika spet vključno s politično prevzgojo. Točno tako je bilo tle. Točno tako je bilo tle. Politična prevzgoja, se pravi, bodite veseli, da ste Rusi, dali vam bomo ruske potne liste, po hitrem postopku jih vključujejo v ruske družine. Tako da to je zelo, mislim, meni je to ena izmed najbolj bolečih, bil eden izmed najbolj bolečih trenutkov, ki se je zgodil med samim ustvarjanjem filma in knjige, ko sem izgubila voljo, ko sem rekla, zakaj pa jaz sploh pišem o tem, če se pa to zdaj spet dogaja. Pa se ne sam tle, sam pač za Ukrajino vemo, ampak mi ne vemo, kaj se dogaja v Sudanu, ker Sudan pač ni v interesu Zahoda, da bi se z njim ukvarjal, ampak zelo dobro poznam Tomota Križnarja, prav, da tam divja veliko hujša vojna kot v Gazi, pa v Ukrajini, da je to, ampak mi več ne vemo, zato ker tam nimamo političnih interesov. Ne? Tako da to se ne dogaja samo tam, za to Ukrajino nesrečno vemo, ker se nas tako zelo zadeva, ne? Tako po tej slovanski, bratski plati, kot po geografski. Tako, to je tudi meni ena taka, jaz to malo vem, ja. Ampak tako je, ljudje smo postali malo neobčutljivi na številke, ne? Mi zvemo, toliko pa toliko otrok ukradenih, toliko pa toliko otrok umrlih, toliko pa toliko otrok poškodovanih, toliko pa toliko otrok za zmerom pohabljenih, da ne govorimo o mrtvih na Bližnjem vzhodu. Ampak, čim ti najdeš zgodbo, začutiš skozi enega samega človeka, ki danes, ki ima malo čez 80 let, zajoče, ki ne more reči mama, ki zajoče, ki ne more reči mama. Se ti zaveš, kakšna razsežnost je v teh številkah, kakšna neznanska razsežnost je v teh številkah. Jaz sem dala prejšnjemu romanu naslov Beseda, ki je nimam zato, ker mi je Vlado, ukradeni otrok, rekel, ko sva intervju posnele z Majo, sva bila obetavni, ona snemala, da sem jaz pol laže prepisala te pogovore. Je rekel, veste, gospa, je rekel, ene besede pa jaz nimam. Pa mu ni bilo treba povedati, sem takoj razumela, kjere besede nima. In ki je hotel reči, mama, ni mogel. Tako težko je to. A ne, Milena? Ja. A lahko jaz prosim vprašam, tamle sem na eni od drsnic zasledila, pa ne vem, če sem čisto prav si zapomnila, da je ena ženska oseba zavrnila srečanje z mamo. Ja. Namreč nekoč, pa zdaj se ne bom spomnila, odkot mi ta podatek, recimo, da so nekateri ti otroci, ki so se vrnili in so jih starši seveda potem sprejeli, da so z zadržkom potem se srečali starši, češ da starši v tistem najbolj kritičnem trenutku niso naredili vsega, da bi jih zadržali in starši so vendarle tisti, ki morajo ščititi svojega otroka, čeprav seveda to so bile okoliščine, ki tega niso dopuščali. Ne, nisem prav tako razumela, da bi na tak način zavrnila. Ona ni zavrnila zato, to je bila Marija Zonko. To je bila Marija Zonko, to zgodbo sem pa razbrala iz Terčakove knjige, zato ker je on potem s njeno mamo, Berto, opravil intervju zelo žalosten, ker je ona pač celo življenje hrepenila, da bi hčerka vsaj na počitnice prišla. To je bilo pa tako, da je pač otrok je bil star 14 let, ko ga je mama najde. Zdaj si pa vi predstavljate, jaz imam zdaj 15 let staro hčerko, da bi zdaj en prišel, ki je pa rekel, tale Nataša pa ni tvoja mama, tudi če bi bila posvojena, jaz bi jo imela to krada, ko jo mama. Tale Nataša pa ni tvoja mama, jaz sem tvoja mama. Kako bi moja Veronika šla z njo? Se ne bi šla. Bi bila pretresena, bi bila zmedena, ampak ne bi šla z njo. Ona bi ostala v okolju, ki ga je poznala, kjer so jo tudi radi imeli. Ta dva starša, Fritz,
sta dobila zelo bolanga otroka iz zavoda Lebensborn, z vnetjem črevesja, skratka zelo bolanga otroka, tudi traumatiziranga otroka. In ta otrok se jih je uklenil z vso svojo, a ne, otrok pa tako hrepeni potem, da bi bil nekoga, da bi nekdo rekel, ti si moje vse, no. In ta Barbara je bila srečna tam. In potem je prišla Marija Zorko, ena kmetica tamle iz Poljčan, a veste, prišla tja in je govorila, jaz sem tvoja mama, otrok jo ni razumel, otrok ni znal slovensko, tolmačili so ji slabo, pa je imela poltak, to so mi pa domačini v Poljčanah povedali, da so ji dali eno pomočnico, ki je bila režimsko kako rekla temu, nastrojena in jim ni res pomagala, je tako malo medlo, pa tako. Skratka, ta nesrečna ženska je sama umrla, ne? Možda so ji že prej ustrelili in ona potem ni prišla do svojega otroka, nikoli, no. Mislim, videla jo je, čerka ni nikoli prišla domov niti na počitnice. To je bilo zato, ne? Ker je bila tam srečna, ni hotela svojega okolja zapustiti. No, tam tudi ideološke indoktrinacije so bile, ne? Tak otrok je bil tudi tako vzgojen. Ja, čeprav tako za zelo veliko teh posvojiteljskih staršev se je izkazala, ne, da niso bili zdaj to neki hitlerjanci. Ne. Pa, tako, recimo, Ivan Acman ves čas razlaga, ne. On je bil tudi dan posvojitev, ja, pa kakor lojalnim staršem, ampak oni so imeli Hitlerjevo sliko pod kavčem. In ki kdo prišel na obisk, so jo gor dali, ko so pa obiski šli, so jo pa spet pod kavč porinali. Tako da oni so bili tako kot bi mogoče tudi jaz ravnala v taki težki situaciji, da bi ohranila družino. Da se rajš ne izpostavljaš, ampak si tiho, če si tiho, da bi te pustili pri miru, ne? Tako da je bilo veliko takih, no? Niso bili zdaj to, ja, so bili, seveda, so tudi SS-ovski oficiri posvojili te otroke, ampak iz teh zgodb, ki jih mi poznamo, so bili to v redu dobri starši, ker niso bili tako, kako bi rekla, nacistično nastrojeni. No, mogoče še najbolj tale od Franca Zagožna iz Belgije. No, mogoče, da je bil ta še najbolj tak, ki je prišel iz Belgije, se pravi, takrat je bila tam Nemčija, to je Lonzen, ki je zdaj v Belgiji, takrat je bil pa v Nemčiji, je prišel 500 km daleč po otroka v Lebensborn. Če bi mu bil sam za otroka, bi ga šel kakšno sirotišnico iskat, tako je šel pa prav v Lebensborn. Tako da za njega imam občutek, da je bil zelo pripaden. Ampak ni nobenih dokazov za to. On tudi pol ni hotel dati otroka, on ga je skrival pol, ker tudi, ker ga je že oče pravno dobil nazaj, ga ni hotel dati, ga je skrival 3 leta po Nemčiji. Otrok mu je pa zaupal, ne. Tako da, še eno. Ja, samo ena rahla informacija izpred 80 let, ne. Takrat, ko so nas zbirali v prvi osnovni šoli, ko ste rekli, da so spodaj kuhali za Durjaničke. Ja. Takrat so kuhali, torej mama prava, ali na petroleju, ali na neki taki smrdeči zadevi, jaz mislim, da je hodila tiste. Prav, vi ste bila tudi tam? Jaz sem bila tam, potem je prišla pa soseda, gospa Ana Kmecel, pa za eno veliko košaro, ko mi je ven odnesla pokrito, tako da... Se rešila. Ja. Še kje vprašanje? Hvala za tole. To so take podrobnosti, ki bi jaz mogla vedeti že prej. Ja. Oziroma se dosti glas govori, hvala lepa. Jaz bi seveda tudi vse skupaj lepo pozdravil in se seveda zahvalil tako Dari za vodenje tega večera in predvsem tebi, Nataša, da si spet z razlogom naša gostja. Knjiga je res, knjiga je navdihujoča. Bi se pa malce vrnil, ki si preomenila, drži. Vse se je začelo v tej hiši, ki na nek način še vedno ohranja spomin, je nekje domicil. Ukradeni otroci na nek način imajo domicil v tej naši stavbi. Mi smo kljub tem žalostnim dejstvom smo vedeli na to ponosni, da ohranjamo ta spomin. In res je, vse se je začelo z Stanetom Trčakom, in prvim kustosom tega muzeja, ki je dejansko ustvaril temeljno delo za raziskovanje ukradenih otrok.
Mogoče smo se kasneje tudi vsi ostali zgodovinarji celjski malce uspavali, zaradi tega, ker je to temeljno delo bilo postavljeno. Mi smo seveda na naših razstavah ohranjali spomin na ukradene otroke, tudi na prvi osnovni smo postavili recimo razstavo. Skratka, to ni bila zamočana tema, daleč od tega vprašanja, pa koliko je segala izven teh lokalnih meja, to se pa strinjam. Ampak seveda, globlje v neko nadaljevanje Trčakovega dela se pa dejansko ni zahajal. Nihče od zgodovinarjev ni resno zagriznil v to zadevo. In to sem jaz resnično presrečen in prezadovoljen in prehvaležen, da sta se najprej Maja, kasneje pa tudi ti začele s to tematiko, to problematiko, to je več kot filmska zgodba, pravzaprav kot sami ugotavljamo, ukvarjati. No, in zgodba je bila pa naslednja. Najprej smo seveda, najprej Maja, kasneje tudi ti, sta po prve informacije o ukradenih otrocih prišli sem, se pravi, mi smo nudili prvi supor. S časoma se je pa zadeva obrnila, da zdaj, ko mi želimo kaj izvedeti, da smo mi vse to, kar smo mi pozabili, zamudili raziskovati, zdaj sta namesto nas naredili Maja in Nataša in končno imamo dejansko resnično en zaokrožen, temeljit, zaokroženo analizo tega dogajanja in poleg tega temeljit poimenski seznam in to je tudi z vidika zgodovinopisja neprecenljivo. Se je pa vse skupaj začelo obračati, mislim, da že tukaj nisem, 7-8 let mogoče, s prvim Majinim filmom in istočasno se opadlo to odkritje Erike Matko. In jaz se spominjam, ko smo takrat nekje imeli večer, Erika Matko je bila naša gost, jaz sem pa, oziroma nisem ga povezoval, ko sem en od gostov, komentator, vem, v kakšni zadregi smo takrat bili, če je bilo mogoče od vas bil takrat tam, ker smo mi že vedeli, da obstajata dve Eriki Matko. Bili so sorodniki tu. In na tak način izpeljati, da ne bo kdo še dodatno prizadet, obene pa da bo občinstvo razumelo, o čem govorimo. In to je bilo takrat, sicer upam, da nam je to na koncu nek skupnimi lučmi uspelo, in zato popolnoma razumem situacijo nadzorčno, do kolikšne mere govoriti, kako izredno občutljive stvari so to tudi za potomce, pa čeprav se morda pravzaprav ti več ne spomnijo teh ljudi, ampak to so dejansko izredno pomembne stvari. Skratka, da ne bom predolg, iskrena hvala še enkrat. In komaj čak, in druga dimenzija tega je, da smo zgodovinopisno na nek način zaokrožili z vajino pomočjo oziroma po vajini zaslugi to problematiko, sta pa naredili še več za to temo. Spravili sta jo v svet, spravili sta jo izven lokalnih okvirov, spravili sta jo nacionalni prostor, mogoče tudi mednarodni prostor, kamor ta zgodba dejansko tudi sodi. In to je neprecenljiva zadeva in jaz verjamem, da podobno kot je bil prvi film Banditni kinder, dobro sprejet, koliko vem, odlično gledan v slovenskem prostoru, se bo to enako zgodilo tudi s filmom Ujeti v izviru, ki pa kdaj pride na ekrane. Ja, zdaj kmali, jaz mislim, Maja bo predlagala, oziroma producentka bo predlagala, da bi bilo to zdaj januarja, pač ob 27. januarja. Upam, da bo to ratalo. Je pa zanimivo, da ga pa v mednarodnem prostoru, zanimivo, da ga zavračajo v mednarodni festivali, da se jim zdi pa preveč slovenski. Mednarodni festivali ga pa ne marajo. Je pa lepo, da smo imeli svetovno premiero v Frankfurtu v okviru gostovanja Slovenije na mednarodnem knjižnem sejmu. Tako da tam je bil tudi lep odziv, tam so bili tudi novinarji nemški in je bila tudi krasna kritika o tem glavnem, kaj že Frankfurter, Allgemeine Zeitung. Tam je bila krasna kritika, no, je pa drug teden utekmovalni program na Festival slovenskega filma v Portorožno, od tega se pa tudi veselim in tam bo tudi pogovor. Tako da, nam se zdi to zelo pomemben. Mogoče bi še to rada povedala kot ustvarjalka, Medve sva včasih naletele na odpor ljudi, pričevalcev ali pa sorodnikov, kakor češ, vama ni problem, gre za to je vajin posel, To zaboli mene, zato ker ne čutim tega kot posel, ampak kot poslanstvo, to je pa bistvena razlika. Tako da, itak sva se lotili film del brez denarja, mi smo, ko smo šli na Kostariko, sva svoj denar založile za to. Svoj denar, za karte, za vse sva svoj denar založile in tudi njemu smo nekaj dali Hajmu, ki je bil 3 dni z nami, kar tako na črvo. Zato, da pač
Bomo dali nekaj. Skratka, ni posel, a ne, in pričevalci, Milena, sem imela občutek, da nikoli ni imela tega občutka, da pa zdaj pleniva neke zgodbe, da se bova z njimi okoristile, da bo zdaj to neka, da bova medve zdaj to nekaj zase pridobile, ker ustvarjalec v svojem poslanstvu ima to močno željo, da bi tudi drugi zvedeli zgodbo, ki jo je on, ki mu je bila njemu zaupana, ker je tako, ker vsaka taka zgodba nekaj pridat človečnosti, a ne se meni zdi, da je zato zelo pomemben, ker tudi skozi film, skozi literaturo, skozi slikarstvo, skozi ples, skozi gledališče, v bistvu tudi zelo težke stvari postajajo estetski element, a ne, in se na drugačen način dotaknejo človeka, zato je meni tako pomemben, pač, da ste nama vi zaupali. Ko smo pa želeli pa Eriki Matko, moram pa povedati, da je to še zmeraj tako zelo trhlo. Pred 2 tednoma smo imeli tam projekcijo filma, prišlo je zelo malo ljudi, v Rogaški, ki je prišla Erika, zato ker se je nekaj zamaknil tole srečanjem ukradenih otrok in je ona misla, da bo 5. pa je zdaj predstavljeno in je ona prišla in smo tam organizirali, pa je vsem prišla, zelo malo ljudi prišlo v kino. Dopoldan je bila cel šolski center, gimnazija, skratka vsi steklarji, optiki, vsi ti, krasno je bilo, dijaki so samo strmeli, neverjetno dobra publika. Medtem ko popoldne, ko je bilo za izven, je bilo zelo malo ljudi. In prišel je en njen nečak, ki ga je bilo zelo težko prepričati, da je sploh stik vzpostavil z njo. In je s filma videl, da je ena tuja ženska, ki je delala v tovarni z Erikino mamo, vedla. In je to v filmu izpričala. In ga je to spet prizadelo. Zato, ker oni pa niso nič vedeli. Se pravi, ta mama od Erike Matko svojim vnukom nič ni povedala. Nikoli. Tujim puncam v tovarni pa povedala, da ima zamenjanga otroka doma. In to je toliko težko, ampak če jaz nase pomislim, jaz svojim otrokom težke stvari teže povem, kakor eno tujmu. Zato, ker tvoj otrok je s tvojo zgodbo, pa s tistim, kar tebe boli, je obremenjen. Medtem, ko vi niste, če vam nekaj v sebi povem, mi boste hvaležni, da vam zaupam, ampak vas to ne bo obremenilo, mojega otroka pa bo. Tako da to so še zmeram, zdaj se sekiram zaradi tega, no? Zaradi tega možakarja, ki je tako prizadet. Jaz pa nisem niti pomislila, ne? Ko rečeš, joj, a je kaj tacga v filmu, ker bi lahko njega prizadelo, si rečeš, ne, se ni, ne? In pol ga začutam, blizu njega sem sedela, ker je ta ženska to na filmu izpričala. Ja, Helena je rekla, da ima doma zamenjeno punčko, da Bog ve, kje je njena punčka. Sem ga začutila, kako je on utrpno, ker nikoli, res nikoli ni povedala svojim. Se pravi, otroka, ta dva, ki sta bila 8 pa 10 let stara, sta zagotovo vedela, da so dojenčka zamenjali, se sta poznala sestrico. Samo jaz mislim, da je bila to taka bolečina, da je postala tabu tema in da v njej niti oni med sabo niso nikoli govorili. Tako da ni povedala ne babica vnukom, ne ta dva otroka svojim otrokom. In nobeden ni vedel, dokler se ni Ingrid von Neuhofen pojavila v Rogaški Slatini. To je bil res hud pretres za Rogaško Slatino, za tako majhno skupnost, ker so vsi poznali to družino. Tako da je to še zmerala, ker si jih omenil, kako je bilo to težko, da ne boš koga prizadel. Vse jaz sem tudi zdaj skozi v strahu, da bom kaj tacga rekla, ker bi lahko koga od vas prizadelo, ker sem le zunaj te zgodbe. Sem noter, ampak ni to zgodba moje družine, ki bi mene osebno se dotikala in bolela. Zdaj pa nas čaka prijetno druženje.